Vsak slon potrebuje zelo veliko časa, da se nekaj nauči, tako tudi ganga. Pri tem moraš pa v bistvu samo vztrajati. Biti potrpežljiv pa umirjen. Z učenjem gange smo začeli po letu 1994 in sicer takoj po uspavanju gange zaradi nege nog. Pa čeprav so mu očistili ruževinaste podplate. Da, pravi podvig je bil v ljubljanskem živalskem vrtu, ko so slonici gangi opravili prvo pedikuro v življenju. Morali so jo namreč uspavati, za podplate so uporabili kar prave brusilke, na pomoč pa so morali poklicati strokovnjaka iz Nemčije. Največji izzivi, ki smo se srečevali pri tem delu, je bilo ravno poslušnost gange. Kaj je znala ganga že odprej? Nagajati. Torej nič. Ja, nič. Z takšno živaljo te ne sme biti nikoli strah. Ne, ni me strah. V bistvu vsako žival, predvsem pa tako neobvladljivo, če lahko tako rečem, se pravi, to ni hrček, ki ga primeš v roke pa ga neseš veterinarju. Ganga ima skoraj 3500 kg in mora sodelovati, oziroma zaželeno je, da sodeluje pri vsakem treningu. Treningi so pa mišljeni predvsem za njeno boljše počutje, za veterinarsko oskrbo, če bi kdaj res hudo zbolela, in za njen monitoring zdravja. Vsi sloni, no in ganga pri tem ni izjema, ko se nekaj naučijo, znajo za vse večne čase. Z treningom oziroma učenjem živali prej nisem imel nobenih izkušenj, samo občutek za živali. Kasneje pa je sigurno en največjih učiteljev mojih in tudi zelo ga občudujem, Ken Ramirez in njegova knjiga Animal Training. Okolje ni tako zelo pomembno, je pa res, da nimamo veliko izbire, zunanji pa notranji prostor. V notranjem prostoru učimo v bistvu vedenja, ki so pomembna za veterinarsko oskrbo, zunaj se pa bolj igramo. Želimo pokazati to vez med ljudmi pa sloni. Najbolj pomembno je, da jo novih vedenj uči oskrbnik, ki je po hierarhični lestvici najvišji. Takrat iz interneta, iz se pravi Evropske zveze, European Elephant Keeper Management Association. V glavnem, ne bom rekel idol, je bil Dan Albert Cole. On je zelo veliko napisal na to stran, od tam sem črpal največ znanja. Kasneje pa sigurno največ v Hamburgu, v Hagenbeck Zooju, kjer sva bila s kolegom na prvi šoli za slone v Evropi. O tem vprašanju sem veliko razmišljal. Ja, ne morem reči, da je samo na eno stvar. V bistvu smo ponosni na vse v bistvu vrline, ki jih obvlada, predvsem pa tiste, ki omogočajo veterinarju lažji dostop do nje. Odvzem krvi, vzemanje vzorca za pregled na tuberkulozo, recimo, in tako naprej. Ja, ob učenju gange sem se naučil predvsem potrpežljivosti, doslednosti, včasih ne jeti glavo skozi zid, pa tudi recimo določene raziskave, ki smo jih naredili o slonjem življenju, prav o slonjem življenju po noči. Recimo kolega je napisal o negi nog pri slonih in tako naprej. Tako da ganga je tudi nam veliko dala.